Nova kolesarska povezava Borovnica-Breg, ki je bila preko dogovora za razvoj osrednje slovenske regije sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, poteka od parkirišča pri železniški postaji Borovnica do odcepa za gasilski dom na Bregu pri Borovnici v dolžini 2 kilometrov. Pešci, ki uporabljajo kolesarsko stezo, morajo zato, da bi jih kolesarji lahko varno prehiteli, hoditi ob njenem desnem oziroma levem robu. Ukolikor jih je več, naj hodijo v vrsti eden za drugim in ne vštric. Vse voznike prosimo, da upoštevajo tako omejitve hitrosti, kot tudi pravilo, da se kolesarje prehiteva na oddaljenosti vsaj 1,5 metra, ter jim potem polagamo na srce, naj bodo še posebej pozorni na mlajše in starejše kolesarje oziroma vse ranljive udeležence v prometu. V smeri proti Bregu poteka prvih 700 metrov kolesarske povezave ob desnem bregu Borovniščice, kot dvosmerna kolesarska steza širine 2,5 metra, katere uporaba je dovoljena tudi pešcem ter za dovoz z osebnimi vozili in kmetijsko mehanizacijo tudi lastnikom ob njej ležečih zemljišč. Kot velja na vseh kolesarskih stezah, je na njej hitrost omejena na 25 km/h. Največja nevarnost na njej je trk z nasproti vozečim kolesarjem ali pešcem. Preden prehitimo pred sabo vozečega kolesarja ali hodečega pešca, se moramo prepričati, da to storimo varno, se pravi, da ne zadenemo pešca ali kolesarja, ki nam prihaja nasproti. Če je pred nami osebno vozilo ali kmetijska mehanizacija, pa ga ne prehitevamo, temveč se vozimo za njim, dokler ne zapelje s kolesarske steze. Ukolikor pa nam osebno vozilo, traktor ali druga kmetijska mehanizacija peljeta nasproti, je najbolje, da se omaknemo na skrajni rob kolesarske steze na naši strani vozišča, ustavimo in počakamo, da vozilo zapelje mimo, ter potem nadaljujemo vožnjo. Če pešci zasedajo tolikšen del kolesarske steze, da jih ni mogoče varno prehiteti, naj jih kolesarji nase predhodno opozorijo z obzirno uporabo kolesarskega zvonca, še bolje pa tudi z glasno in prijazno izrečeno prošnjo: malo prostora, prosim. Pri prečkanju ulice Bratov Debevec oziroma ceste, ki se z regionalne ceste odcepi proti naselju Pod Goro, kolesarji nimajo prednosti. Pred prečkanjem se je potrebno s pogledom obe smeri prepričati, da lahko to varno storimo. To velja tudi v primeru vožnje iz smeri Brega proti Borovnici in pri prečkanju regionalne ceste. V nadaljevanju poteka kolesarska povezava najprej v profilu 1,25 metra širokega kolesarskega pasu na vozišču, ki je s taktilno neprekinjeno črto ločen od voznega pasu za motorni promet. Za varno kolesarjenje je potrebno voziti slabega pol metra od desnega roba kolesarskega pasu. Zadnjih 400 metrov kolesarske povezave v smeri proti Bregu pa poteka kot 0,75 metra širok pomožni kolesarski pas na vozišču, ki je ločen s taktilno prekinjeno belo črto. Za varno vožnjo vozimo po njegovi sredini. V primeru, da na njem ni kolesarjev oziroma so ti dovolj oddaljeni, lahko na pomožni vozni pas zapeljejo tudi vozniki motornih vozil. Če želite s kolesarskega pasu zaviti na levo stran do ene izmed hiš na nasprotni strani ceste, to storite tako, da pogledate nazaj in se prepričate, da je vozni pas za motorna vozila prazen oziroma so vozila na njem dovolj oddaljena. Sočasno z levo iztegnjeno roko nakažete namero po zavijanju v levo in zapeljete na sredino voznega pasu, ter se pred prečkanjem nasprotnega voznega pasu prepričate, da je prazen tudi ta, oziroma da so vozila, ki vozijo po njem, dovolj oddaljena, da ga lahko varno prečkate. Ukolikor pa je za vas tak manever preveč zahteven, lahko tudi ustavite na kolesarskem pasu, kar predhodno nakažete z dvigom in spuščanjem desne roke. Potem se stopite s kolesa in potem, ko se prepričate, da z obeh strani ni vozil oziroma so ta dovolj oddaljena, cesto prečkate peš ob kolesu.
Iz smeri Brega proti Borovnici poteka kolesarska povezava prvih 400 metrov kot kolesarski pas na vozišču. Potem se prečni profil spremeni v enosmerno kolesarsko stezo, katere uporaba je dovoljena tudi pešcem. Prvih 300 metrov poteka kot nivojsko ločena kolesarska steza, na kateri je označen varovalni pas. Tudi po kolesarski stezi je potrebno voziti slabega pol metra od njenega desnega roba. Pri vožnji ob rdeči črti, še posebej pa po varovalnem pasu med črto in voziščem za motorni promet, nas lahko zadane vzvratno ogledalo mimo vozečega tovornega vozila, avtobusa ali traktorja, kar ima lahko usodne posledice. Vožnja v nasprotni smeri po enosmerni kolesarski stezi ni dovoljena. V tem delu kolesarske steze so tudi številni uvozi z dovozov z dvorišč na cesto. Kolesarji imamo sicer prednost pred vozili, ki od tam zavijajo na cesto, prav tako tudi pred vozili, ki zavijajo s ceste, vendar kljub temu kaže biti previden in pripravljen na to, da lahko voznik poskuša zapeljati na cesto, ne da bi se prepričal glede navzočnosti kolesarjev ali pešcev na kolesarski stezi. V primeru zavijanja z dvorišč na cesto pa morajo kolesarji, tako kot drugi udeleženci v prometu, to storiti tako, da se prepričajo, ali je prosta kolesarska steza ter oba vozna pasova za motorni promet. V nadaljevanju do ploščadi, slabih 100 metrov pred mostom čez Borovniščico, kjer je prehod za kolesarje in pešce, je kolesarska steza v dolžini okoli 500 metrov prostorsko z zelenico ločena od ceste, zato ni nevarnosti, da bi kolesarje, ki bi vozili ob njenem levem robu, s svojimi ogledali zbila tovorna vozila, avtobusi ali traktorji. Pri prečkanju regionalne ceste za nadaljevanje v smeri proti Borovnici ob Borovniščici kolesarju ni potrebno sestopiti s kolesa, se pa mora pred prehodom obvezno ustaviti ter prepričati, ali lahko cesto varno prečka, saj imajo prednost vozila, ki vozijo po regionalni cesti. Enako velja pri prečkanju ulice Bratov Debevec. Vkolikor namerava kolesar pri prehodu za kolesarje in pešce preko regionalne ceste pot nadaljevati po slednji v smeri proti Borovnici, pa mora pred prehodom s kolesa sestopiti ter se za prehodom nanj spet usesti in nadaljevati vožnjo preko mostu čez Borovniščico proti Borovnici.